Iz te moke ne bo kruha, je bil najpogostejši napis člankov o Oplovem malem SUV-ju. In zadnji dogodki v zvezi z novo nemško-francosko ljubeznijo, ki sliši na ime Opsa, kažejo pravzaprav, da bodo vsi ti provokativni naslovi precej verjetno postali resnični. Pri Oplu sicer govorijo drugače, a težko verjamemo, da bi se moka lahko obdržala še dolgo po prihodu Crosslanda, novega Oplovega malega SUV-ja, kakovostno bolj ali manj povsem enakega moki. Novinec uradno sicer zamenjuje samo eno prostorsko merivo, a s čim bo moka prepričevala, ko ji bo ob bok pripeljal Crossland? No, dobro vemo s čim. S 4-kolesnim pogonom. Moka ga ima, Crossland pa bo imel zgolj Citroenovsko Peugeotov sistem, ki slabim razmeram prilagodi delovanje ESP-ja. Ta je sicer presenetljivo učinkovit, a se res ne more kosati s pravim 4-kolesnim pogonom, sploh pa ne s tako prepričljivim, kot je v moki. A bo imel Crossland vendarle številne priložnosti, da prekosi moko. Ta namreč ni prav prostorna, tudi prtljažnik je ozek, Crossland pa bo recimo ponujal celo pomično zadnjo klop. Prilike za izboljšave pri moki najdemo tudi v voznih lastnostih. Pri dinamični vožnji, recimo pri močnejšem zaviranju pred ovinkom, moka nazorno kaže, da so imeli dizajnerji pri razvoju več besede, kot pa inženirji za vozne lastnosti. ESP mora namreč moko zelo pogosto stabilizirati. Zadnja pikra čez moko pa izhaja zgolj iz konkretne kombinacije motorja in menjalnika. No, zadeva res ni varčna. Verjetno najbolj zaradi menjalnika, ki vrtljaje za vsako figo požene v višavo, tudi če voznik nima nobenega interesa po tem. In potem je tu ročno prestavljanje z res štorasto nameščenim gumbom za prestavljanje gor in dol. No, te kombinacije res ne bi imeli. Kdaj se bo torej Opel odločil, da neha gnesti mokino testo, zdaj še ni jasno. Je pa postalo povsem očitno, da lahko iz tega testa speče kruh kvečemu, če Opsa tega Opla spremeni v recimo pravega terenca.